Z nami je Matej Tušek, športni psiholog, ki veliko dela športniki. Dober večer. Dober večer. Glejte, mediji so danes razpisali tudi, da vsak udeleženec olimpijade, ki tekmuje za ZDA, dobi 180 000 evrov, ne glede na to, kaj je na olimpijadi dosegel. In se sprašujejo, ali je šlo pri vztrajanju, če se lotiva na začetku Vonove, za strast do tekmovanja, novih medalj ali morda za marketinško potezo. Jaz mislim, da to nima nikakršne veze z marketinško potezo. Vrhunski športniki so tako posebni ljudje, namreč če Lindsay ne bi bila takšna, kot je, ne bi imela vseh teh medalj. To so tako posebni ljudje, da enostavno, ko začutijo neko stvar, kjer hočejo biti prvi, kjer hočejo biti najboljši, bojo vse naredili za to. In to je nekako zunaj tega, kar si mi običajni smrtniki predstavljamo. Tako da vse, kar je želela, je bilo neko notranje njeno vodilo, nekaj, kar si je ona želela sama sebi dokazati. In če bi se ta nastop razvil tako, kot si je želela, bi imeli danes čisto drugačne komentarje. Ja, in moje vprašanje bi bilo prvo čisto drugačno. Povejte mi, danes smo videli, Domen tudi ni uspel priti do medalje, Nika tudi, šele drugo mesto, šele v narekovajih, in dejala je, po osvojenem drugem mestu, da je bila pod prevelikim pritiskom. To je bilo nekaj, s čimer se nisem znala spoprijeti. Kako se zdaj lahko zgodijo take stvari, da si tako suveren v svetovnem pokalu, potem pa pride ta olimpijada, kjer si absolutni favorit in si potem šele v narekovajih drugi? Če ste dobro opazovali, je kar nekaj slovenskih punc v intervjujih jokalo, poleg Nike Prevc, Nika Vodan, Ilka Štuhec, pa Gloria Kotnik. Vse to kaže, koliko veliko je enih čustev v ozadju tega, kako zelo si športniki želijo doseči neki rezultat, kaj vse so pripravljeni za to narediti. In pravzaprav moramo želeti, da so taki, ker če niso taki, ne bojo nikoli prišli do zlate medalje. Seveda, zmaga pa na koncu samo eden in vsi ostali so na nek način razočarani. In to mi pravzaprav v pripravi na vrhunske rezultate vedno štartamo na zmago, če je nekdo pač v igri za to glede na kvaliteto. In kaj se bo dogajalo potem, če nam ne bo, s tem se bomo potem ukvarjali. Se moramo pa zavedati, da so olimpijske igre tako stresen dogodek, za katerega se je res pametno, zelo močno psihično pripravljati. In te dogodki samo še enkrat potrjujejo, da bi vsaka olimpijska reprezentanca definitivno morala imeti, slovenska mislim, morala imeti vsaj enega športnega psihologa na velikih tekmovanjih. Povejte mi, Nika je dejala, bila sem pod velikim pritiskom, to je bilo nekaj, s čimer se nisem znala spoprijeti. Kako se spoprijeti zdaj, to so mlada dekleta, tudi Domen, ampak kako se spoprijeti zdaj s takim pritiskom in v bistvu to, ko gledamo nezadovoljstvo z drugim mestom, to je v bistvu dobra športna plat, da si naši športniki želijo biti prvi in da priznajo, da nosijo tudi breme favoritov. Seveda, v tem kontekstu je Nika sam pokazala, da je iz podobnega testa, kot je na Lindsay Vonn. Tudi morate vedeti, Lindsay Vonn ni padla zaradi vseh teh poškodb, ampak je padla zato, ker je šla tako močno na v cilju, da bi bila najhitrejša, da tega pritiska fizičnega ni zmogla. Mimogrede, jaz imam 3 operacije kolen, pa nisem bil nikoli vrhunski športnik zdaj, a zato, ker jih ima ona 15, če ne bi bila vrhunska športnica, bi jih imela malo manj, to je zelo težko o tem govoriti. Veste, vrhunski športniki so posebneži, premikajo meje zmogljivega in meje zmogljivega ne moramo premikati s prijaznostjo, z zabavo. V ozadju je tveganje, pritisk, razočaranje, pa seveda potem tudi tisti trenutki uspeha, ko pa je vse to, kar si v bistvu žrtvoval, na nek način poplačano. Ampak zakaj je recimo ta pritisk res te olimpijske medalje, biti prvi na olimpijadi ali tudi doseči medaljo, tako velik? Prvič, olimpijske igre so zelo redko, drugič, zelo težko se je sploh uvrstiti na olimpijske igre. Poglejmo pri nas, koliko imamo enih dobrih skakalcev, pa so na koncu samo 3 fantje na olimpijskih igrah. Hkrati ne vemo, kakšni bomo čez 4 leta, ali bomo sploh v formi za priti na olimpijske igre, ali bomo v takem stanju, da se bomo lahko borili za najvišja mesta. V ozadju je pa navadi za Niko Prevc je to cela njena kariera bila na preizkusu tisti trenutek. Pa kakorkoli rečemo, da je bila podlegla pritisku, ona je še zmeraj osvojila srebrno medaljo. Potem z distance bo ta srebrna medalja imela večji les kot prej, ampak to, da je nezadovoljna, je pa dober znak. To pomeni, da si želi imeti zlato in da bo vse naredila za to, da bi jo tudi osvojila, ima še 2 priložnosti. Tudi Domen ima še priložnosti. Kako se potem recimo
pripravljajo športniki, kako jih recimo vi pripravljate, potem, ne vem, imaš še 2 priložnosti, da si prvi, da zmagaš. Kako potem potekajo take priprave? Ponavadi je tako, ne? Ko je dan tekme, dovolimo športniku, da ali se veseli, ali žaluje, kakorkoli se je stvar zaključila, ampak z naslednjim dnem je treba nehati vsakršno pogovor o tem, kar se je zgodilo in se preprosto začeti fokusirati na naslednjo tekmo, ki je v preskakalcih že jutra, pa pol naslednja še kasneje, pri katerih pa mogoče je par dni vmes, ampak potrebno se naučiti odklapljati in tisti tudi, ki zmagajo, pa niso sposobni tega odklopa narediti, potem na naslednji tekmi ne bodo sposobni pokazati. Zato, da nam to uspe, treniramo ali pa trenirajo športniki leta in leta najrazličnejše tehnike znotraj psihične priprave, ki jim pomagajo, da se odklopijo, da ne razmišljajo. Recimo tak fenomenalni nastop, kjer se vidi, kaj je športnik sposoben narediti, je nastop Primoža Rogliča na olimpijskih igrah v kronometru, kjer je zmagal, kjer je v tistem, ko je prišel skozi cilj, pa ni zaključil, ker ni vedel, da je konec, je pokazal. To je neko tako, mi temu rečemo, idealno nastopno stanje, v katerega mora športnik pasti že pred začetkom tekme in ostati do zadnjega trenutka v tem stanju, če hočemo, da potem res lahko pokaže vse. In to je stvar dolgoletnih treningov. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala tudi vam za povabilo.